Poraz na tem referendumu bi lahko bila točka, kjer leva neka vplivna omrežja v ozadju sprejmejo odločitev, da rabijo novega, če uporabim metaforo, dirkalnega konja za volitve 2025-2026. To je tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi za leve in besne. Ter vse druge, ki jih zanima, kaj se dogaja. In kaj se dogaja? Po veliki noči imajo zdaj svoje praznično 3-dnevje še na levem ideološkem polu. Tisti, ki pri nas v resnici odločajo vse volitve, pa jih sicer politika od enih do drugih volitev res bolj malo zanima, pa so v večini ali na morju ali pa na vrtovih. Medtem ima novo predsednico Slovenska ljudska stranka, novo kazensko ovadbo Zoran Janković. Govori se v zakulisju, da se novo, drago šolo prizemljene komunikacije išče za premierja Roberta Goloba, no Španci in Portugalci pa so doživeli filmski električni mrk. Peter, na koncu te epizode razkrijeva še težko pričakovan datum zagona spletnega medija, portala Zanima. Zdaj pa res že blizu, ne? Zelo blizu, ampak najprej bova seveda pogledala na domače politično prizorišče. Prva prelomnica se mi zdi kar taka resnejša kot ogrevanje za predvolilno leto, ne, ki je pred nami 11. maja, torej referendum o umetniških pokojninah in zadnje raziskave, več njih celo, ne, samo ena, kažejo, da bi lahko opoziciji pravzaprav celo uspelo, ko si omenil mrk, da bi v bistvu vlada Roberta Goloba lahko doživela prvi resni mrk v tem mandatu, oziroma pravzaprav nekaj mesecev pred volitvami, če bodo te redne. Poglejva najprej malo, kako se vsebinsko soočata levi in desni politični pol in kaj kažejo raziskave. Desnica, stranka SDS, želi izmeriti nekako tudi svojo podporo. Referendum, ki stane 6,7 milijona evrov, je plačana predvolilna kampanja SDS-a. Gospa Maja Smrekar bo za nek umetniški, v narekovaju, performans, ne, v katerem je podojila psa, za enkratno dejanje prejela doživljenjsko izjemno pokojnino v višini 2000 plus evrov, če volivci tega zakona 11. maja ne zavrnejo, kar pomeni v 20 letih $500 000 evrov, polovico Nobelove nagrade. Zanimanje volivcev za umetniške pokojnine je, vsaj sodeč po zadnjem merjenju Mediane, precejšnje. 35% vprašanih je odgovorilo, da se bodo referenduma zagotovo udeležili, še 18% verjetno, medtem ko jih je 16% zatrdilo, da prihodnjo nedeljo zagotovo ne bodo glasovali. 26% oziroma dobra četrtina vprašanih bi glasovala za, medtem ko skoraj polovica zakona ne bi podprla. Pobudniki referenduma, torej opozicijska SDS, mora za uspeh na zavrnitvenem referendumu prepričati najmanj 338 000 volivcev in hkrati številčno premagati podpornike. In po izmerjenem javnomnenjskem utripu bi jim to lahko tudi uspelo. Ja, Peter, mogoče, če grem najprej za izhodišče samo malo na vsebino. Kakšno retoriko oziroma kakšna izhodišča vsebinska ponujajo volivcem na levem in desnem polu, ne morem mimo ene stvari. Napotil bi v bistvu najne gledalce, naj si na zamik, kdor to ima, pogleda torkovo oddajo 24 ur zvečer. Ni mu treba gledati celotnega posnetka, morda samo res prvo voditeljevo vprašanje. Bilo je zanimivo, ker je bilo skrajno preprosto. Vprašanje je bilo, o čem bomo naslednjo nedeljo 11. maja sploh odločali, in potem sta imela oba po 20 sekund. Zdaj, ali se z SDS-om oziroma v tem primeru z Zvonetom Černačem strinjamo ali ne, sploh ni pomembno. Naj pogledajo gledalci samo, kako je kdo izkoristil 20 sekund. Mislim, da je Zvonetu Černaču uspelo v 3 stavkih nanizati vse vsebinske poante, na katere stavi SDS, medtem ko je uspela v istih 20 sekundah Asta Vrečko artikulirati samo to, da gre za nov zakon in za drugačne kriterije in čisto nič drugega. Ne, to mi je bilo zanimivo, recimo. Ne, kar je pa meni zanimivo, je pa to, da se mi zdi, kot da se pa ko so oni na tem jahali, ne, ampak kot da se niso nič naučili iz napake Janševe vlade, ne, leta 2021, ko smo imeli tisti poletni referendum o vodah, ne, ko se je zdelo, da vlada pravzaprav računa na to, da je poletje, da se ljudje ne bodo udeležili referenduma, da jih ne zanima, in so minimizirali kampanjo, kolikor se je dalo, v upanju, da morda kvorum ne bo dosežen. Tako se je zdelo. Kvorum je bil dosežen in to je bil začetek nekega vrenja. Zdaj so šli
ta ista vlada, ki je to videla, ki je takrat uspela s tistim recimo referendumom oziroma potem dobiti volitve, zdaj grejo korak dlje, ne samo, da se potuhnejo in upajo, da referenduma ne bo nihče opazil, ne, celo javno pozivajo k bojkotu, ne, in eden ključnih njihovih argumentov je cena tega referenduma, ne, pri čemer se mi zdi tako zanimivo, kako zelo jih bolijo, ko opozicija uporablja demokratična orodja. Ja, seveda, referendum je demokratično orodje in seveda ima tudi določene implikacije, ampak to je demokratično orodje in kot demokratična stranka bi pričakoval, da vsaj s tem res ne bodo imeli težav. Ne? No, zdaj omenil si raziskave, številke, mejo za kvorum in podobno, deva to pogledati malo drobovje. Mediana za Pop TV, to smo videli tudi v tem klipu, 35% zagotovo gre, 18% gre na referendum verjetno. Skupaj 53%. Potem imaš pa pravzaprav čisto svež valikon za Siol, kjer je zagotovo 39,5, verjetno 21,6 in je ta skupni odstotek iz 53, mislim, da zdaj v roku tedna 10 dni narasel iz 53 na 61%, kar kaže, da bližje kot smo, vsaj za enkrat gre trend v tej smeri, več ljudi kaže interes za udeležbo na tem referendumu. Zdaj pa tako, stroka ta, ki raziskuje javno mnenje, opozarja, da je korak med tem zagotavljanjem v anketi pa potem dejanskim odhodom na volišče bistveno večji, ko gre za referendume, kot pa naprimer pri parlamentarnih volitvah. To mi je tudi nekako logično, zakaj, In sem šel potem namenoma iz povprečja obeh Medianine in Valikonove ankete izračunati, da je povprečje 57% in če rečeva, to je naprimer moja groba ocena, da tretjina teh na koncu sploh ne bo šla, je to še vedno na tanko 40%. Zakaj je ta 40 pomembna? Ja, ker polovica od tega, kar opozicija rabi, da ovrže zakon, je točno petina volilnih upravičencev, kar pa je kvorum za zavrnitev. Skratka, na milimetre bo šlo. So pa resne možnosti, da dejansko referendum uspe, kar se je nekaterim analitikom zdelo še pred tedni. Priznam, da tudi meni bo to v bistvu precejšnje presenečenje. Ne bi rekel nemogoče, pa tudi zame to tak razplet presenetljiv. Bom pa rekel tako, odločila bo tudi glede na ta famozni Golobov poziv k bojkotu, ki se mu je Levica pridružila, po mojem dejansko aktivacija desne sredine. Za te desnosredinske volivce je pomembno, da so recimo, če se pohecava teden dni po prvomajskih praznikih doma in da grejo na volišča. Moram pa reči, da če ta zakon pade na referendumu in opoziciji s tem referendumom uspe, ocenjujem to kot izjemno hud udarec za vlado in Roberta Goloba osebno, celo tako hud, da bojo po mojem nekatera omrežja v ozadju Levice začela bistveno bolj aktivno delati proti Robertu Golobu, kot delajo zdaj, z računico, da lahko recimo jeseni letos levi pol kot celota vendarle iztrži na volitvah kaj več kot potem recimo spomladi 2026. Ja, oziroma če dodava, da v smislu trenutno se zdi, da je večina vendarle levih medijev in tako ali drugače aktivnih mnenj voditeljev še vedno povezana ali pa naklonjena vsaj vladi, kar bi se utegnilo z tem padcem referenduma pokazati, da se stvari obrnejo, oziroma da bi se pokazala pravzaprav njihova manjša moč, kot mislijo, da je, ker bi se izkazalo, da je torej bes, razočaranost nad aktualno vlado, torej bistveno večja, kajti če želi referendum uspeti, bo treba govoriti več kot zgolj volivce SDS-a in mislim, da marsikdo v Sloveniji, ki ni volilec SDS-a, je razočaran na to vlado. Me pa preseneča pravzaprav dokaj benigna kampanja, v resnici za res neke resne kampanje z izjemo parih plakatov, ki med drugim zgolj datum in proti oglašujejo, pravzaprav nisem videl. Tako da mi je pa hkrati zanimiva ta jasna retorika, v smislu, da zelo jasno povejo tukaj, in tukaj mislim, da gre pa SDS-u boljše, ta polovica Nobelove nagrade, ki jo bo dobil nek umetnik s to pokojnino proti recimo Golobu, ki govori o 4 umetnikih, pri čemer je jasno, da je teh umetnikov v resnici 100 med 100 in 200 in da bomo več kot 4 dodali vsako leto. Ko pa smo že pri tem, mi je zanimivo še to, ko se govori o visoki kulturi, ko sem se pripravljal na ta podcast, sem probal z umetno inteligenco, konkretno s ChatGPT-jem, generirati neko grafiko, recimo, ki bi jo tukaj dala v ozadje na mesto te fotografije. In ko sem mu predlagal, da bi vključil Majo Smrekar in njeno dojenje psov, ki je nekako ikonično postalo v tem referendumu, hkrati pa je seveda prejemnica Prešernove nagrade, me je ChatGPT opozoril, da tega ne more generirati, ker vključuje neprimerno
ali zlorabno upodobitev ljudi ali živali, vključno z neprimernimi performansi ali seksualiziranimi scenami, ki vključujejo živali. Ja. In mislim, da je točno Dovolj tukaj povedano. zelo jasno zadev. Ne? In potem, ko sem ga še malo izzval, pa vendarle je zadeva dobila Prešernovo nagrado, ne? Mi je odvrnil nazaj, ne glede na umetniško ali nagradno vrednost posameznega performansa, ne morem ustvarjati ali reproducirati podob, ki vključujejo ljudi, dojiti živali ali obratno in prikazovanje dejanj, ki bi lahko namigovala na zlorabo ali izkoriščanje. In mislim, da točno to se je, pravzaprav tukaj govorimo o tej visoki umetnosti, ki pa je bolj kot visoka umetnost morda izkoriščanje ali pa zloraba Poglej, živali. samo še to bi te dopolnil, ko govoriva o tem referendumu. Zdi se mi, da če te umetniški dodatki pokojninam res padejo, recimo na referendumu, ne, bo to izjemno huda individualna napaka tudi Roberta Goloba in vladajočega Gibanja Svoboda v tej oceni, kaj točno so povzročili, ko so ljudi pozvali k bojkotu. Ne. Zdi se mi, da bo to fiasko tudi v direktnem nasprotju s tem, kar so zapisali v koalicijsko pogodbo pred 3 leti, da bojo krepili demokratično vključenost ljudi v ta demokratični proces, torej volilno udeležbo, kjer pa bo vendarle vsaj ena stranka te koalicije, in to je SD, ne, ki sicer sploh ne kaže dobro, lahko rekla, da je edina pozivala, naj tudi levosredinski volivci odidejo na volišča in glasujejo v podporo temu zakonu. Enega scenarija pa pri tem ne bi v celoti izključil, čeprav se mi zdi vendarle manj verjeten. V zadnjem času sva precej govorila 2 stvari. Eno, da se je Robert Golob skozi leta malo obrusil v tem, kaj pomeni biti politik, vsaj na tej obrtni ravni, ne? In drugega, sicer, da je pred tedni preigraval možnost v svojem kabinetu predčasnih volitev, ki bi jih insceniral sam. Skoraj da mi ta poziv k bojkotu diši po tem, da se je zavedal, kam gre in da mu morda ta razplet celo ustreza, da se ta agonija, ki jo gledamo 3 leta, tudi po njegovi volji konča malo prej. Ja, in ko smo že pri akterjih, na drugi strani imamo Janeza Janšo, kjer bo pa zelo zanimivo videti, kako bo pa on odreagiral na rezultate referenduma, še posebej, če bo ta referendum uspešen, torej če bo zakon zavrnjen, če bo kvorum dosežen. Kaj ti, je pa tudi on nekakšno v tej dilemi, ki jo je zadnje dni zelo dobro obesedil in analiziral nekdanji predsednik Mislim, republike. Mislim, da se je tule izkazal za za prvovrstnega političnega analitika, kar na njegov politični CV, dolgoletni z vsemi funkcijami, niti ne preseneča. Poglejmo to. Ima 2 možnosti. Ena, da se odloči, da poskuša zamenjati vlado na teh volitvah. Druga, da samo skuša okrepiti svoj oseben položaj na teh volitvah in izčrpati potem vlado takoj, ko bo sestavljena. Videli bomo, kaj v naslednjih mesecih bo ta odločitev pri njemu gotovo tja do poletja dozorela. Seveda bo tudi opazoval, kaj se dogaja na levi sredini. Kot rečeno, leva sredina v tem mandatu, bodimo iskreni, ni pokazala zelo veliko glede na moč, ki jo je imela v parlamentu. Seveda je bilo nekaj dosežkov, ampak vedno so taki dosežki pri vseh vladah. In so seveda tudi slabe plati te vlade in njih malo. Najbolj me je pravzaprav poleg ideoloških spodrsljajev presenetilo to, kako se je postavila proti zasebnemu sektorju. To se mi zdi pravzaprav v teh razmerah na nek način nadaljevanje ideologije z drugimi sredstvi. Jaz mislim, da je leva sredina v zadnjih 20 letih pokazala vse, kar ima in da ni sposobna neke vsebinske regeneracije, kjer bi z neko strastjo nastopila pred ljudmi prihodnje leto in jih nagovorila, da jo zaradi vsebinskih razlogov volijo. Premier Golob je dobro razumel, da je dobil mandat zato, ker je proti Janši, in tudi zdaj se postavlja tako, da poskuša biti glavni branik proti temu, da predsednik Janša znova pride na oblast. Tudi stranke koalicije so po mojem tako brez neke nove svežine ali pa, kot sem rekel, politične strasti z neko vizijo, s katero bi navdušile ljudi, da so se nekako vdale v to, da bo torej eden ali gospod Golob, predsednik Golob znova oblikoval vlado ali pa morda celo Prebelič, gospod Prebelič, doktor Prebelič, ki utegne vstopiti nekako z svojo močjo, svežino recimo, napraviti koalicijo. Ja, zanimivo mi je, celo mislim, da je Pahor na 2 mestih izjavil, ne zgolj za Roberta Goloba, celo za več preteklih levih vlad, da je bila njihova funkcija bolj ali manj ena sama, in sicer zasedati prostor na premierskem stolu, oziroma po domače rečeno, parafrizirano, biti rit na premierskem stolu, zato da na njem ne more sedeti Janez Janša. Treba jim je priznati, da v tej igri mi je šlo precej dobro, v bistvu v zadnjih 30 plus letih. Zdaj, če se dotaknem, pa mogoče najprej na strani
strani Janeza Janša in SDS. Jaz sem prepričan, Janez Janša velja za izjemno analitičnega politika, ki na volilne nedelje, potem ko so rezultati že razglaseni, še ure in ure gleda v tabele Državne volilne komisije in računa, kaj točno se je v zakulisju premaknilo na terenu, ne, med njim in kakšnimi drugimi strankami. Mislim, da bo opazoval tisto magično številko iz leta 2022, ko je SDS potegnil 280,000 volivcev na volišča in bo ocenjeval, ne, kaj se je zgodilo z njegovo bazo, koliko recimo potem odpade na NSI, niti ne na demokrate, ker Anžeta Logarja in demokratov ni med organizatorji te kampanje, tako da morda niso tako dober indikator. In tu bi dopolnil v bistvu samo stavek, ki ga je Pahor izrekel, na podlagi tudi tega, torej tudi referendumskih premikov v številu volilne baze na terenu, se bo potem lahko do poletja odločil, ali bo vabil v Demos 2.0 in napadel levo sredino že kar na teh volitvah, ki sledijo, ali pa s tem še nekoliko počakal in potem pravzaprav bodi si prevzel sredi mandata ali pa insceniral, sprožil, sprovociral kmalu še ene predčasne volitve. Ne? Ja, in tukaj bo zanimivo, ne, ker je po eni strani v Sloveniji zanimivo, da ne sledimo tako zelo jasno temu trendu oziroma te naše lokalne anomalije, ne, temu trendu obračanja v desno, ki se dogaja praktično po celotni Evropi in zahodnem svetu. Ne, ravno zaradi teh naših lokalnih anomalij morda ne sledi povsem. Bo na neki točki skoraj zagotovo prišel, ne, tako se vsekakor zdi, vprašanje pa je, kako dolgo bomo morali na kaj takega še čakati. Peter, dotaknil bi se samo še drugega dela te Pahorjeve izjave, ki se mi zdi v narekovaju, da ne pretirava monumentalen, ta ocena, da leva sredina ni več sposobna regeneracije, sploh pa ne vsebinske do naslednjih volitev. Izjemno ga je dopolnil na podcastu Moč politike za delo sociolog Gorazd Kovačič. Rekel je takole, ne, smo v času, ko levica, leva sredina, nagovarja urbane volivce in to alternativne volivce oziroma kulturno manjšino v mestih, medtem ko je desnica začela nagovarjati kulturno večino, kamor sodijo zraven še delavci in delavska gibanja. Ne? In mislim, da je to natanko tisto, o čemer je govoril tudi Pahor. Torej, baza, ki jo je zgodovinsko socialna demokracija pa levi pol nagovarjal, pravzaprav ostaja zaradi preskoka v woke vode, v skrajno woke ideologijo popolnoma nepotešena. Ne? Tako je, ne? Ja. In to se mi zdi, da kažejo tudi, kot rečeno, trendi po svetu. Ne? To se je zgodilo v Ameriki z Donaldom Trumpom, ne? To se dogaja v mnogih evropskih državah. Ne? In ne nazadnje, edina stvar, ki to prepreči, pa se mi zdi, da je pravzaprav to neka zamera oziroma neko taktično glasovanje. Ne? Recimo, primer tega, ne bi izpostavil, mogoče smo lahko ta teden spremljali v Kanadi, ne? Kjer so imeli volitve, na katerih se je pričakovalo, da bodo po 10 letih vlade liberalcev, kjer so bili ljudje že močno naveličani Justina Trudeauja, zmagali, slavili konzervativci, ne, pa so nepričakovano povedali spet liberalci, sicer z novim voditeljem, ki ima nekoliko drugačno držo od Trudeauja, pa vendar. Ne? Moja delovna teorija okrog tega, mogoče tako malo namenoma provokativna. Ne? Kanačani imajo močnega glasnega soseda, ki je bil nedavno izvoljen na predsedniških volitvah, Donalda Trumpa. Ne? Videli so recimo glasno idejo konzervativca v njihovi neposredni bližini, kako si bo priključil politično in ozemeljsko Kanado k ZDA. Ne? Mislim, da jih je na nek način, spravim, moja delovna teza, kanadske konzervativce zašuštral Donald Trump s svojimi neumnimi izjavami o Kanadi. Ja, vsekakor. Ne? In v tem smislu pač je ta odpor proti recimo določeni figuri lahko tudi tisti, ki zavre morda to gibanje, ne? Ki se pač, ki ljudje po zdravi pameti počasi zapuščajo te stranke, ki so se fokusirale zgolj na neke obskurne kulturne manjšine, neke alternativne kulturne manjšine in zanemarile večino. Tako da v tem kontekstu se lahko še zgodi, oziroma kot ugotavlja Andraž Zorko, da se lahko še vedno zgodi tudi taktično glasovanje proti Janši v smislu, da bi, če je Janša dovolj močan in če imamo dovolj močnega kontraigralca, da lahko pač do tega pride. Meni v načelu teorija Andraža Zorka in Valikona drži, se pravi, tako kot si rekel, imaš premočno vodstvo SDS-a, imaš na drugem mestu levo stranko, ki je sicer dovolj blizu, da morda pa vendarle še lahko ujame Janeza Janšo, ne? In potem velik razkorak od te prve leve stranke do naslednje levo-sredinske stranke, sem tu pa vidim NXY
pomemben v slovenskem primeru in bližnjih volitev, in to je Vladimir Prebilič. Ne? Ker na koncu se lahko zgodi, da bodo že prve ankete, ko se bo Prebilič uradno odločil, da gre v tekmo, pokazale, da sta Gibanje Svoboda in ta nova stranka tam, ne? In potem ta formula ne zdrži več. Zato postavljam naslednjo tezo, da bo šlo med Robertom Golobom, ki pač ta položaj, ki ga zaseda, brani, ne? In med prišlekom, ki bo Vladimir Prebilič v tem primeru na nož, in mislim, da bo Golob takrat aktiviral vse medijske bajonete in nože, o katerih si tudi prej si jih nakazoval in o njih govoril. Ne? Ja, po drugi strani pa se zdi ravno morebiten propad vlade na referendumu, ne, prihodnjo nedeljo. Ravno tisti, ki bi utegnil pa Prebiliča opogumiti, ne, zdaj, če bi vlada zelo močno uspela recimo na referendumu, potem bi morda Prebilič kalkuliral in razmišljal o tem, ali je vredno zapustiti udoben sedež evropskega poslanca, ne, medtem ko bi ga to lahko pahnilo morda bolj v to volilno bitko, ker bi računal, da lahko te razočarane leve volivce on potegne nase. Ne. Navezal bi se na tisto, kar sem govoril malo prej. Ne. To poraz na tem referendumu bi lahko bila točka, kjer leva neka vplivna omrežja v ozadju sprejmejo odločitev, da rabijo novega, če uporabim metaforo, dirkalnega konja za volitve 2025-2026. V tem primeru bi se neke strukture, morda danes ne bi poimensko, bomo videli, kaj bo še čas malo pokazal, ki danes veljajo samoumevno ali medijsko ali interesno za recimo Golobovo omrežje, v hipu nagnile k novemu obrazu, ker roko na srce so to v preteklosti že kdaj še bolj radikalno, celo iz pola na pol že naredile. Ne? Druga stvar, ki pa ni nepovezana s tem, pa je zadnje čase izrazito bahato, arogantno in agresivno nastopanje v javnosti strani premierja Roberta Goloba osebno. Dva primera bom omenil, bahato in arogantno govorim o nagovoru poslancem nedavno na poslanskih vprašanjih v parlamentu, ko je začel ponavljati to zdaj neko novo, očitno samokomponirano krilatico najboljši vladi v zadnjih 20 letih, ne? In potem praktično isti večer, ko je to izrekel, izjemno agresiven, z vsemi topovi besen nastop na nacionalni televiziji, kjer je večino časa tistega 15-20 minutnega intervjuja porabil za konflikt z voditeljico Manico Janežič-Ambrožič. Slišim, da so tudi krogi okrog njega, te, ki so mu sicer najbolj zvesti, sprejeli odločitev, da je šlo to malo čez Rubikon, malo predaleč, in da se že tipajo z znanimi ameriškimi, predvsem svetovalnimi družbami, ki so že kdaj, recimo desetletje in pol nazaj, bile predvolilno aktivne na območju Slovenije, in da bodo skušali tega Roberta Goloba malo uokviriti, malo bolj prizemljeno, malo bolj skromno, malo bolj tudi povezovalno, čeprav mu tega najbrž tudi v tem primeru nihče ne bo verjel. Ampak, ja, ne, in ko smo že pri Vladimirju Prebiliču kot izzivalcu, ne, pa se pojavlja resno vprašanje, torej s katero platformo bi se lahko podal na to, ne, in sicer socialni demokrati so že nekako jasno nakazali, da oni ta njegova avtocesta ne bodo. Ne. Zanimivo je pa, da Vladimir Prebilič je dvakrat kandidiral s podporo oziroma na listi Vesne, ne, kjer pa tudi nekako ni čisto jasno, oziroma zdi se, kot da sami točno ne vedo, kaj bi sploh radi, ker po eni strani si želijo Vladimirja Prebiliča spet imeti kot obraz, ki prinaša glasove, po drugi strani pa bi se povezovali z levico, ne, oziroma je to nekoliko kar precej nerodno izrazil njihov sopredsednik, ne, ali podpredsednik, ne, točno Uroš Macer. Poglejva najprej to, ja. Mislimo, da je pravilno, da se povezujemo z programsko sorodnimi strankami in nekoruptivnimi strankami in tudi listami. Se pogovarjamo z levico, in tu lahko rečemo, da smo programsko si blizu, tudi glede korupcije, mislim, da tu ni težav, ampak seveda je pa ta trenutek še prezgodaj komentirati, kam bo odločitev padla. Poglej, najprej tole, ne, preprosto moram. Odlično, ne, da je gospod Macerl povedal, da so si z levico, na primer, blizu glede problematike korupcije. Ni še minil, ne vem, teden, 10 dni, odkar smo slišali vodjo poslancev levice, Tašner Vatovca, ki ima ženo tudi klientelistično zaposleno na ministrstvu, ki ga ta stranka obvladuje, izreči, da je toliko drugih problemov, kot so recimo korupcijski škandali predsednika vlade, ki pridejo prej na vrsto do konca mandata, kot pa etika in morala. Tako da zdaj v bistvu zelo natančno vemo, kje je po etiki, morali in odnosa do korupcije recimo Vesna z gospodom Macerlom. Zdaj, če grem na Vladimirja Prebiliča, bi povzel tisto, kar sem rekel prej. Golob ga definitivno čaka na nož. Na drugi strani so mu socialni demokrati dali vedeti,
da platforma zanj ne bodo. Izjemno pomembno za to bo, kar Vladimir Prebilič kaže s temi izjavami, se bom odločil, ko bom imel zagotovila v ekipi, res bo pomembno, koga bo imel ob sebi. Po mojih informacijah pa vendarle ta odločitev, da bo šel v tekmo, je bolj ali manj že sprejeta in morda ne bi šel tudi zaradi razpleta dogodkov, ki je v politiki lahko od danes do jutri radikalno drugačen, predaleč z datumi. Slišim pa, da bo neka določena civilno-družbena aktivacija in posledično tudi javna odločitev sprejeta lahko že v drugi polovici maja. Se pravi, ne junija, tik pred poletjem, ampak že relativno kmalu. Ja, jaz bi dodal še morda to na Vesno, ne, oziroma na Macerla. Sicer ja, ker nekako ironično se zdi, ne, ko reče, da se z Levico na področju korupcije ujamejo, ne, ker nekako vendarle pa Vesna pa kot stranka vendarle do zdaj še ni imela nobene korupcijske afere in mi zdi pro svoje smešno, da se grejo na ta način pravzaprav kvariti si imidž, ne, da se pravzaprav tukaj lepijo na Levico, ki korupcijskih afer, od kadrovanja na ministrstvih do deljenja denarja svojim, ne, samo spomnimo se na recimo Ministrstvo za kulturo in razpis za medije in podobno in kako je, ne, portal Pod črto in podobno si prisvojil ogromne količine denarja. Ne. Skratka, tukaj Levica ne more biti ravno zgled tega. Ne, je pa res, da ko sem recimo pred prejšnjimi volitvami študiral program Vesne, je presenetljivo, ali pa morda nekoliko presenetljivo, vendarle na socialnih temah izrazito blizu Levici, ne, izrazito radikalno, mislim, da celo uporabljajo tisti legibitrovski jezik z podčrtaji, ne, povsem neberljiv, ampak vendarle so se uveljavili, ne, sploh Uroš Macerl kot tak, ne, se je uveljavil kot ekološki aktivist, kot človek, kot kmet, kot tisti, ki je v bistvu premagal v tej bitki Lafarge, ne, in je pravzaprav ta ravno iskrena bitka za okolje, tista njegova, ne, in se mi to njegovo navezovanje na Levico res bizarno. Glej, bi pa dodal še to, jaz sem med tistimi, ki sem absolutno pristaš teze, da v politiki velikih naključij ni, če pa se kdaj zgodijo, so bila prej dogovorjena, ne. Tako da, ker se tudi po mojem čisto po neumnem in slučajno ne zgodijo takšni nastopi in takšne izjave, mislim, da je gospod Macerl v času, ko je nastopal na Pop TV, že vedel pod točko 1, da Vladimirja Prebiliča v Vesno ne bo in pod točko 2, da kaj drugega, ne, kot pricepiti določeno število glasov ali pa kakšen odstotek Levici ne bo šlo na prihajajočih volitvah in je pač skušal z nekim argumentom, našel pa je slabega, to stično točko na polju korupcije, kolikor toliko iz petnih žil upravičiti, zakaj bodo to, kar sicer levi pol pogosto očita desnemu, satelit. Ja, in ko smo že pri strankah, ki rabijo kakšno povezovanje zato, da pridejo čez parlamentarni prak, ne, Mava tukaj dve v bistvu, ne. Ja, no, v soboto je bil kongres SLS-a, ne, imeli so 3 kandidate za predsednika, ena kandidatka je že na samem začetku oziroma že pred glasovanjem odstopila, ker stranka ni izpolnila njenih sklepov predlaganih, ne, oziroma ker se boji, češ, da bodo volitve ukradene in da se goljufa. Ne. Ja, mislim, da je tudi ona skušala s to izjavo, mislim, da je dala pisno še preden se je sploh končal kongres, ne, SLS-a, nekako narediti samo damage control. V resnici pa se mi zdi, da sva zadela pred tednom dni v prejšnji epizodi z oceno, da v prvi fazi, ne, je za nek samostojen nastop na naslednjih volitvah SLS-u pravzaprav pokopal možnosti Peter Gregorčič, ki je ta domet imel. Jaz trdim, da pod njim bi se morda lahko SLS samostojno prebila v parlament, pa je bil tako zelo samouničujoč, da pravzaprav ni znal prevzeti te stranke na mehek način, ampak jo je želel do temeljev razdreti. To je napaka številka 1. Potem je ogromno, zelo penasto govoril v javnosti o NSI-ju, ki je seveda potencialni partner na desni sredini in si zaprl pot za povezovanje na eno stran. Potem pa vmes, ko je njegova, recimo v narekovajih, Nina Strah kandidirala, zaprl še z obtožbami Janeza Janše, da se v zakulisju dogovarja z Aleksandrom Čeferinom in levo tranzicijo, ne, še pot do povezovanja k SDS-u. In mislim, da se je Nina Strah na dan volilnega kongresa SLS predvsem zavedla, da sama v parlament ne bo šla in da ne k NSI-ju, ne SDS-u ne more več. Zato je, po mojem, odstopila od te tekme. Ja, ne. In še pač dodatno. In v bistvu niti ni izgubila Nina Strah. Moja teza je, da je, čeprav ga že dolgo ni več uradno zraven, tudi ta kongres izgubil Peter Gregorčič. No, ravno to sem mislil, ne. Peter Gregorčič pravzaprav na tem kongresu ni mogel kandidirati, ker se
se je zgodil prezgodaj, ne, ker bi mogel biti Peter Gregorčič vsaj 3 mesece član stranke, kar pa do kongresa ni mogel postati, od takrat, ko je bil kongres sklican. Ne. In zato pač on ni mogel kandidirati in je bila Nina Strah nekako veljala kot njegova kandidatka. Ne. Zmagala pa je naposled torej zdravnica in nekdanja članica kabineta Janeza Janše, Tina Bregant. Ne. Morda pogledava njeno izjavo. Tako, pa še izjavo gospoda Lotriča tudi o morebitnem povezovanju. V 9 mesecih se rodi novorojenček, v 1 letu otrok shodi in spregovori prve besede, v 1 letu se zgodi ogromno. Gotovo je pa pomembno, da spremljamo različna mnenja in seveda sodelujemo ne nazadnje v dobro Slovenk in Slovencev. Pravzaprav želja Fokusa je, da postavimo lastno politiko. Trenutno pravzaprav tudi nimamo potrebe po temu, da bi se povezovali, kajti najprej moramo sami vzpostaviti ne samo mrežo, ampak predstaviti predvsem program, da ga bodo ljudje lahko prebrali, spoznali in na ta način bodo pravzaprav videli, zakaj smo se odločili za samostojno stranko. Poglej, seveda do neke mere oba razumem, do volitev vsaj, če bodo redne, je vendarle ostalo še kar nekaj časa in morda bi bilo res za ljudi, ki so relativno nedavno ali ustanovili stranko ali pa jo prevzeli, kar malo nekonstruktivno govoriti vnaprej o tem, da so na nek način neavtonomni in da grejo samo v španovi z nekom drugim na volitve, tako da to razumem. Slišim pa, da v ozadju vendarle ob spremljanju anket iz meseca v mesec zorijo ta spoznanja. Zdi se mi recimo zelo pomembno konkretno za stranko SLS, da pokaže prvič po izpadu iz parlamenta, zdaj že debelo desetletje od tega, da je sposobna se izvleči iz tiste miselnosti, da so neka stara, velika in ugledna stranka in vendarle sprejeti svojo realnost, se torej z nekom povezati. Slišim, da je celo več možnosti, da bi Bregantova to naredila z NSI-jem kot pa z SDS-om in na drugi strani te signale, da bo pred volitvami pripravljen za povezovanje, slišim tudi strani Fokusa oziroma gospoda Lotriča. Zdaj, če imaš na to temo, kar se samih strank tiče, drugač bi šel malo na desno-sredinske medije še v nadaljevanju. Ja, ne, mislim sem še par stvari o strankah, ne, in sicer torej Lotrič, ne, če vzamem najprej Lotriča, je recimo predsednik državnega sveta. Ne? V tem smislu je lahko nekoliko na podobni funkciji, kot je že bil Alojz Kovšca, ki je tudi imel svojo stranko, s katero tudi samostojno prav daleč ni prišel, kljub vsemu, da je državni svet verjetno pod Lotričem najbolj, še posebej morda zaradi situacije v drugih delih oblasti, ne? Morda bolj izpostavljen kot sicer, pa vendar ne, se mora zavedati, da iz državnega sveta vendarle toliko pozornosti ni in da bo treba stranko graditi še drugače in se verjetno tudi s kom povezati, če bi želel recimo priti v parlament in s tem resno torej v prihodnje tudi vplivati na neko delovanje politike. Ne? In v tem kontekstu se mi zdi pomembno, da se te stranke tega zavedajo. Seveda, naj do volitev gradijo vsaka svoj brand. Ne? Je pa potem tukaj, se mi zdi, čisto če bi gledal strateško za desno sredino, ne? Ima močen SDS, ne? Potem demokrati, mislim, da sami po sebi so zmožni priti v parlament, poleg tega imajo s temi, recimo, tudi glasovi preko sredine, recimo s tem, ko so pridobili do zdaj enega, pa govori se celo, da bi lahko še kakšnega poslanca Svobode. 3-4 so na listi za odpadnike, mogoče kaj več o tem že v prvem tednu zanima.me. Morda, ne, pustimo malo suspenza, zdaj se enkrat samo namik v smislu s temi prehodi čez sredino, ne, bi lahko morda tudi kakšnega sredinskega ali levosredinskega volivca nagovorili, da morda poskusi pa vendarle z neko stranko, ki ni levosredinska, ki so ga trenutno razočarali v vladi. Ne? In v tem kontekstu bi bilo povezovanje na skupni listi z Novo Slovenijo recimo morda celo kontraproduktivno, ker bi ta pridevni krščanski demokrati morda koga odgnal. Na drugi strani pa ostale manjše desne stranke, ne? SLS do neke mere recimo Fokus, ne zdaj v narekovajih desne, ne? In Nova Slovenija najlažje prosperirajo in tudi zagotovijo, da ni nekega metanja glasov stran, ne? Če nastopijo z neko dobro skupno listo, ki pa mora biti seveda zelo dobro tudi dogovorjena, ne, da se ne zgodijo pravzaprav tisti klasični spori, ki so bili značilni recimo za Povežimo Slovenijo na prejšnjih volitvah. Mislim, da je formula, ki si jo razdelal za desni pol, najbolj optimalna tudi z vidika nedrobljenja glasov, je res najbolj strateška, se pravi SDS recimo z glasom ljudstva, Pavlom Ruparjem, tukaj so usklajena in retorika in sporočila vrednote, na drugi strani, kot si rekel, na nek način se mi zdi, da Anže Logar mora
v tej kampanji poiskati neko svoje samostojno mesto pod soncem, ker je okrog tega, okoli te obljube in seganja čez pol je v bistvu stranka nastala, ne? In potem so tule trije, NSI kot uveljavljena parlamentarna stranka, pa SLS in Fokus. Tako da mislim, da to recimo ne vem, formula 3 jedrov na desnici je dejansko 3 jedr na desnici najbolj smiselna. Zdaj, če grem še malo na desno-sredinske medije, ker seveda, kje se bo ne samo v strankah, tudi v medijskem prostoru ta kampanja lomila, je v bistvu zelo pod radarjem šel kar en velik premik te dni na slovenski medijski sceni in sicer novica, ki mislim, da jo je samo pravzaprav manjši slovenski portal povzel v nekaj vrsticah, da so v Budimpešti pred približno tednom dni zamenjali glavnega izvršnega šefa medijske skupine TV2, Pavla Stančeva, ki je bil hkrati tudi glavni direktor Planet TV v Sloveniji. Zdaj, jaz sem bil del Planet TV-ja, ne bom šel v podrobnosti, ne bi bilo korektno, lahko pa nekaj zagotovo javno delim in to je, da je stroškovno, nekako sem imel občutek v Budimpešti, investicija v Slovenijo vedno bila breme, se temu primerno tudi zelo zategovalo pas na Planet TV-ju. Po drugi strani pa je bila osebna zaveza prihoda na slovenski trg ravno nekako odločitev Pavla Stančeva osebno, zato se sprašujem, nimam nobenih informacij niti dokazov, zato sprašujem se, ali ni njegova zamenjava v prvi vrsti po točko 1 povezana z majavim stolom Viktorja Orbana po več kot desetletju na Madžarskem in po točko 2 tudi z morebitno sanacijo razmer, ukolikor Janez Janša ne sestavi vlade 2026, bi skoraj postavil tezo, da se ta del medijske scene umika, torej madžarska investicija, in da bo leto 2026 morda tudi leto prodaje te naložbe. Ne? Ja, kar pa bi bil lahko pomemben vpliv na medije, ne? Tako kot po svoje tudi naš projekt, ne? Ampak preden razkriva še kaj več, par stvari, ne? Smo v, lahko bi rekli temu v narekovajih, komunističnem tridnevju, ne? Torej, za nami je 27. april, ne? In 1. in 2. maj, to so nekako 3 dnevi, za katere se zdi, da jih je recimo Jugoslovanska komunistična partija uvedla kot protipol veliki noči, ne? Ker pač ta praznik v komunizmu ni bil dovoljen, ne? Je pa recimo zanimivo, ne? Kako se ta sporočila pravzaprav z leti v slovenski politiki še celo krepijo, ne? In jih je vedno več, ne? Tako da je kar ta retorika in rdeče zvezde vse bolj prisotna, kljub temu, da smo že preko 30 let v demokraciji. Jaz bom rekel tako, ne, v tem klasično dopustniškem smislu, v tem 3-dnevju ali pa v tem celem, recimo v prazničnem tednu, ne vidim prav nič slabega, naštel bom par konkretnih zadev. Ali da pač velik del Slovencev izkoristi to za nek prvi konkretnejši oddih nekje ob morju ali slovenskem ali jadranskem ali pa kje v Turčiji, Grčiji in se pripravlja na poletje. Druga varianta je čiščenje žara, priprava jedi in prvo neko druženje na prostem v lepem vremenu ali pa, kar sva omenila na začetku epizode, urejanje vrtov. Vse to se mi zdi v bistvu krasno, delamo veliko in dobro, marsikdo pa naj potem še počivajo, ne. Zdi pa se mi problem, če potem, ne, 1. 2. maj poslušamo to ideološko grmenje z nekaterih odrov, konkretno naprimer na Rožniku, ne, kjer sta temi druga svetovna vojna in zame še bolj bizarno, ne, mračnjaški in zlobni kapital, pri čemer to z odrov kričijo tisti, ki so kapitali polni kot tanker. Ne. Ja, ne, jaz bi tle dodal, vendarle je problem v smislu, koliko država dajemo nek pomen, torej praznikom, ki res nimajo pomena. 27. aprila se ni zgodilo nič in tudi tisto, kar praznujemo in se je zgodilo 26. aprila, je bilo totalno brez veze. Ne? Tako da v tem kontekstu se mi zdi, iskreno sem vedno z veseljem izkoristim te proste dneve, ki jim jaz niti ne pravim prazniki, ne? Zato, ker je zelo prikladno potovati izven sezone, ko si prost, ko druge narodi tega kadar vtegneš si mimo grede tudi turistični vodnik, tako da to ni čisto nepovezano. Ja, jaz več delam za 1. maj, kot kdo drug, ne. Ampak hočem nekaj tudi reči. Problem se mi zdi, ko pač dajemo temu zelo velik pomen, ne, celo še do te mere, ne, kot so najavili zdaj v tem komunistično velikonočnem tridnevju, ne, v koaliciji, da bi uvedli zakon o vojnih odškodninah za 2. svetovno vojno. Ne. To pa je neka genialna, torej, in pri čemer so imeli obraz
da so našteli noter internirance, pa ukradene otroke in podobno, pri čemer govorimo o drugi svetovni vojni, ki se je končala pred natanko 80 leti, ne? Torej je teh ljudi bolj ali manj, večina ni več živih, ne? Hkrati pa ta isti zakon, ki govori o odpravi krivic, ne? Torej, simbolen korak odpravi krivic, kot pravijo s tem zakonom, ne bi podelili 8.000 evrov parim starčkom, ki še niso pomrli iz druge svetovne vojne, hkrati pa niso pripravljeni pokopati žrtev na drugi strani iz druge svetovne vojne, niti se zdi, da se pač blokirajo recimo še tiste zadnje korake denacionalizacije, ki še morda po 30 letih niso bili povsem zaključeni. Ne? Jaz bi rekel, da je to ena taka tipična poteza za tako imenovano Kučanovo volilno telo. Milan Kučan je pač pred tedni nakazal, da se morda njegova načelna podpora znotraj levega pola počasi seli kam drugam in da ima te trenutne kompozicije tudi on malo čez glavo ali pa se je snela verige, kakorkoli kdo hoče, ne? In zdaj taka poteza, kot je to isto starejše volilno telo nagovarja v smislu, kar pomirite se, še vedno smo mi tisti, ki imamo monopol nad temi vrednotami, če jim rečem hostarstva, ne? Ker govorimo, da so nekateri še vedno po 80 letih ostali v gozdu. Zdaj, prej sem omenil borce proti mračnjaškemu kapitalu, ki z milijoni, ki jim dobesedno štrlijo iz žepa, upijejo z odra, kako je vse slabo, ne? In kako je kapitalizem izrodil družbo. Seveda, ne, med drugim mislim tudi na Zorana Jankovića, ki pa... To je kar tipičen udeleženec teh pohodov in shodov in govorov. Ki pa, glej, očitno tudi ni več tako svet znotraj levega pola, kot je bil. Mislim, da tudi deloma zaradi tega, ker je Borut Pahor razlagal v tem podcastu in je rekel, ne, da v bistvu te tradicionalni centri moči izven uradnih funkcij na levi politiki slabijo tudi zato, ker se jim je ta agresivna struja Roberta Goloba po zaslugi predvsem velike zvestobe poslancev Svobode, ki jih niso mogli tako kot v preteklosti zamajati, ne, odtrgala. Torej, zdaj ni več pravzaprav treba, da tam Zoran Janković vodi boj proti Janezu Janši, zdaj imamo Roberta Goloba and company pa še koga zraven, ne, in imamo zdaj to preiskavo, ne, precej hitro so policisti tokrat, ker običajno po uradni dolžnosti ne prebirajo teh člankov tako zelo ažurno, ne? In zdaj so prebrali nekatere članke, predvsem na N1 o tem, kako se sumljivo na dražbah po nižjih cenah z diskonti prodajajo v omrežje Aleksandra Vučića neka zemljišča, konkretno 3 parcele v Trnovem za 10.000 kvadratnih metrov, omrežju Nikole Petrovića in so zagnali v bistvu, čeprav razumem, neko fazo pred kazenskim postopkom. Ja, očitno Zoran Janković ne more več toliko staviti na slovenske botre in se bolj zanaša na te srbske Vučićeve kume. Ne? Hkrati pa se zdi, da morda ravno zaradi tega tudi ni več tako zelo nedotakljiv. Ne? Presenetljivo, ne, ravno tukaj, kot rečeno, policija se je hitro zganila. Bomo videli sicer, bo to morda preiskovala spet Blanka Žgajner, pa pozabila kakšne ključne dokaze vključiti, ne, ampak kar je tudi zanimivo, ne, pri Zoranu Jankoviću je to, da Slovenci izredno občutljivi na pitno vodo, ne, mi smo pred 3 leti celo referendum na to temo, upisali smo v ustavo, ne, tukaj pa recimo se Zoranu Jankoviću še ne dokončno lomi mandat, čeprav ni dvakrat zareč, da tudi na tem področju ne bi prišlo do tega preloma. Ne? Ja, se strinjam. Glej, 2 usporednici sem našel, mislim, da zdaj že 14 dni govorimo o tem zastrupljenem vodovodu Maxi Marketa, uradno razloga ni, medtem je policija celo dala eno tako zanimivo izjavo za javnost v smislu, da preverjajo sume kaznivega dejanja sabotaže. Ne? Torej, čudne stvari se v ozadju dogajajo, uradno ne vemo nič, podobno kot recimo v Španiji, ne? To je v bistvu filmski, znanstveno-fantastični scenarij. Mislim, da so se dejansko za Netflix že snemale serije in filmi, kjer kar naenkrat pade celotna digitalna schema in elektrika, ne? In zdaj se to dejansko zgodilo, pa tudi, ne? Vsi so samo rekli takoj, da pomirijo ljudi, da to ni kakšen kibernetski napad, ne vejo pa, kaj je. Ja, oziroma, če bi se vrnil pred Španijo, ne? Še zanimivo mi je to, ne? 14 dni že perejo sistem, v katerem so bile fekalije v Maxi Marketu. Ne? Ja, Pipe je celo pokazala televizija, da so 24 ur na dan odprte. Ne? Tako je, ne? Sprašujem pa se, kaj bi se zgodilo, oziroma kako bi oprali, v narekovajih, oprali ljubljanski vodonosnik,
če bi za 400,000 ljudi iz vode, ne, če bi prišlo, oziroma ko bo prišlo do okužb s fekalijami, če bi zalaufali kanalci. Pa da res skleneva poglavje, Janković, ena opomba po črto, ravno kar je njegova prijateljica Marta Kos kot evropska komisarka na obisku pri Vučiću v Srbiji in moram samo z 2 stavkoma to pokomentirati, rekla je, da so njene zahteve oziroma pričakovanja do Vučića praktično enake, kot jih imajo študenti. Mislim, da je to morala reči, ali bi jo pa nekdo izgnal tam iz Beograda te dni verjetno, ne. Druga stvar, ki sem jo pa danes kar z enim takim, kaj ne rečem, s tragikomedijo pravzaprav prebral in se žalostno nasmehnil, je pa, da je Vučić seveda suvereno v slogu, kot to zna Leon, ne, pojasnil, da odhaja k Putinu na bližnjo vojaško parado in da je to pač njegovo zunanje politično pozicioniranje ta hip. Na eni strani ZDA, na drugi strani tudi Moskva, ne. Ja, no, Vučić to obvlada, ne, tako kot Janković po svoje, tudi te stvari obvlada na vse strani, dobiti denar od Evrope, od Srbov, ne, in tako dalje. Ampak, kot rečeno, ne, Španijo je ta teden, ne, zajel ta resen električni mrk. Videli smo tudi izpovedi Slovencev, ki seveda so, ne, tudi v času pred 1. majem še bolj množično tam nekje ali v Barceloni ali Valesiji, Madridu in še kje. In tako naprej, pa pogleda najprej malo teh pričevanj. Po 2 urah čakanja, ko je bil zrak že zelo slab, postajalo je tudi vroče, ljudje pa nestrpni, so končno le lahko zapustili metro. Je bilo potrebno zasilno odpreti vrata in potem evakuacija ljudi in pa peš smo se odpravili po teh tirih v temi, se pravi smo si svetili s telefoni, da smo prišli čez slab kilometer do postaje. No, potem pa, ko smo prišli ven z postaje, je pa tako izgledalo, kot da bi snemali en akcijski ameriški film. Promet je popolnoma obstal. Ljudje so begali sem in tja, ulice so bile polne stoječih avtomobilov, na križiščih so bili policisti, ki so poskušali usmerjati promet, ker semaforji niso delali, tudi telefonskega signala ni bilo. Ja, se jim je v bistvu še kar dobro uspel, ne, mislim, da celo malenkost pod 24 ur, pa je bilo vse skupaj nazaj, glede na kar gigantsko razsežnost tega izpada, pa rekel dvoje. Meni je to vzbudil misli v eno smer. Območje Ljubljane, kjer jaz živim, vsaj meni se zdi, ne vem kako je drugje, precej pogosto doživimo te 1-urne, 2- ali pa 3-urne izpade, občasno tudi nenajavljene, ko kdo pri gradnji zadane v kakšen vod, pa pač za 2 ure ostanemo brez elektrike. Hočem reči, takrat vidiš čiste praktične probleme, do katerih pride zelo hitro. Tajanje stvari, ki so v hladilniku ali pa v zmrzovalniku, to je ena stvar, še bolj bizarna, banalna so, ne vem, električne ograje, pomične ograje, ne, ki se jih sicer da tudi mehansko odpreti, ampak kaj, na primer, če moraš nujno takrat še v kakšni uri, kaj že itak gužva po Ljubljani na urgenco, bi bilo pa lahko tudi zelo velik problem. In druga stvar, ne, kam vleče ta norija, ne, ki jo predstavlja v bistvu evropska birokracija, pa tudi ta vlada, ki jo imamo z Robertom Golobom v Sloveniji, s tem zaletavim, brezumnim zelenim prehodom. Predstavljaj si, da bi bili zdaj v letu 2035, ko bi že veljala prepoved teh prodaje klasičnih vozil na izgorevanje, ne? In kaj? Bi Španci kar tam pri semaforjih, na pločnikih in ne vem kje kaotično pustili vsak svoje električno vozilo in ne vem, prišli 2 dni kasneje po njih ali kaj, ne vem. Ne. To mislim, da je kar zanimiv premislek, ne, še bolj kot recimo električne ograje so zanimiva bizarnost električne rolete, ne, ko potem recimo jih pa dejansko ni mogoče marsikje ročno dvigniti, ne. In razne pametne hiše in podobne stvari, ne, jaz sem tukaj bolj pristaš teh klasik. Še vhodna vrata na prstne odtise, ne, recimo, ne. Tako, ne, da je vsaj neka možnost more biti tudi na star, mehanski, klasičen, zanesljiv pristop, ne. Še ena stvar se je pokazala, ne, tukaj, se pravi, res ključno je, da ljudje imamo neke varnostne mehanizme, ne, s katerimi lahko tak izpad, ne, ker govorilo se je, da bi lahko trajalo tudi teden dni ali več, da bi ponovno vzpostavili elektriko po celotni Španiji, ne, in v primeru, da bi se zgodil večji izpad, to ni tako nerealno, ne. In v tem primeru je ključno, recimo, ne, biti pripravljen torej z neko zalogo hrane in vode.
za neke take resne primere, sploh tisti, ki živijo v blokih v višjih nadstropjih, ker potem tudi voda ne teče. Morda so tukaj vedno bolj aktualne torej te kombinacije sončnih elektrarn in baterij, ki potem omogočajo hiši vsaj nekaj urno avtonomijo od recimo električnega omrežja in pa gotovina. Gotovina se je pokazala kot zelo pomemben faktor. Samo za intermezzo. Imel sem znanca, ki je bil te dni tam v Španiji, pa sva se hecala, ko mi je sporočil, da je bil tudi sam ujet v mrku, je rekel, sej pivo pa še teče, ampak če imaš gotovino, če imaš kartico, pa ne. Ker bankomati in kartično plačevanje pač ni delovalo, in v tem kontekstu je imeti pri sebi še neke gotovine, neke tiste železne rezerve za take primere, pravzaprav zelo odgovorno in modro ravnanje. Tako da tukaj se je treba včasih zavedati, da so stare klasike še vedno. So nas pa naši strokovnjaki za elektroomrežje takoj pomirili, da v Španiji se to očitno lahko zgodi, v Sloveniji sem razumel, da se praktično, da je to nemogoče, nihče ne vidi te variante. Zavije čokolado. In čisto slučajno imamo elektrobarona kot predsednika vlade. Zelo star in tradicionalen pristop pa še vedno uporabljajo v Vatikanu, ko volijo papeža. Tam pa ni elektronskega glasovanja, so listki, na katere se s svinčnikom napiše ime papeža, oziroma ime kandidata za papeža in se jih potem skuri v peči, tako da je to tak klasičen pristop, katoliška cerkev morda se tega bolj zaveda kot kdo drug. Tukaj moj izziv mogoče zate, se mi zdiš tukaj bistveno boljši poznavalec od mene, kaj praviš? Kdo so favoriti, kakšne so stave? Vem, da je to vedno nehvaležno. Na eni strani se omenja italijanskega kardinala, ki je bil številka 2 že zadnja leta, potem imaš špekulacije o prvem temnopoltem papežu, prvem iz Azije in tako naprej. Kaj misliš, da bo? Zdaj, jaz mislim, da katoliška cerkev ne funkcionira na tak način kot demokrati v ZDA, ko so udarjeni na prvo žensko predsednico, prvega temnopoltega predsednika, prvega gej predsednika in podobno. Mislim, da katoliška cerkev ne funkcionira tako. Papež Frančišek je dal neko novo smer, z nekoliko bolj temu sočutno recimo držo. Hkrati pa jasno ni recimo spreminjal nauka in mislim, da je čas za, bom rekel, nekega zmerno konzervativnega papeža, ki bi pa hkrati bil dovolj in komunikativen in odprt, da bi te pač Frančiškove spremembe nekako pametno utrdil na razumen način, jih morda bolj jasno ubesedil, kot je to bil morda včasih neroden Frančišek, in ne bi si želel napovedati, ker velja, pa to pa res velja nekako načelo, da kdor v konklave vstopa kot papež, se ponavadi vrne iz njih kot kardinal, ker kardinali so tam zaprti, izolirani od preostalega sveta in mislim, da se ne bodo ozirali toliko na to, odkot je, ampak bolj na to, kdo je in kaj želijo, da naredi iz katoliške cerkve. Bi dodal še to, da pač večja možnost kot v preteklosti je, da bi bil papež nekje iz obrobja. Zato sta dva razloga. Kot prvo, Frančišek je imenoval bistveno več kardinalov iz Afrike, iz Azije in tako dalje. Torej, že po tej logiki je možnost... Že on je bil na nek način ta outsider. Že on je bil iz Južne Amerike, ampak že v tem kontekstu je ta možnost, da pride do tega večja, ker je pač več kandidatov potencialnih, ker običajno je izvoljen pač eden izmed kardinalov. In po drugi strani se ta težišče katolištva pač predstavlja bolj na afriško-azijsko celino, ker je pač tam katoliška cerkev bolj v porastu kot recimo v Evropi in Združenih državah Amerike. Pogosto kakšne druge rečemo in first world problems. Tako da v tem kontekstu ne bi izključil te možnosti, vsekakor pa se ne bi opredelil, da pa zelo verjetno dobimo recimo, ne vem, azijskega papeža ali kaj podobnega. Prazniki so, takrat si lahko med drugim zaželimo tudi to, da tako kot mi v miru špricamo, ne vem, grmičevje ali pa teraso in čistimo žar, da bi ga imeli pač ta mir še kje druge, morava reči stavek ali dva v Ukrajini. Mogoče ponovim spet izziv, na eni strani imamo retoriko Trumpa, ki se je pomaknila od tega, da je javno klofutal Zelenskega do tega, da zdaj kar ostro pogleduje proti Moskvi in daje že kar take ostre izjave v smeri Putina, češ izjasni se, ali ti je res do miru ali ne.
Kaj misliš pa, da se, ne vem, v naslednjem tednu, dveh, omenjali so se vsi ti datumi 8. 9. maj kot možno neko simbolno premirje, tudi v luči obletnice 80. po drugi svetovni vojni, pa ne vem, bo ali ne bo, ne? Mislim, velika noč je mimo, ne? Tista napoved se ni uresničila. Putin je napovedal 3-dnevno premirje med 8. in 10. majem, ampak tukaj gre bolj za željo, da bi on v miru izvedel to svojo parado. Pokazal rakete, ja. Bolj kot, ker je Zelenski zelo jasno že povedal, ne, da če bi Putinu bilo do mera, bi si želel mir že pred 8. majem, ne šele takrat. Ne, in tudi mislim, da ni pričakovati, da bi 11. maja pa kar naenkrat potem bilo. Premirje mislim, da je pa zelo jasno tukaj izraženo, da enostavno o ozemeljski celovitosti Ukrajine verjetno ne bo mogoče več govoriti. Krim se že zelo jasno omenja kot izgubljen. Upam, da bodo pogajalci dovolj modri, da ne bi pristali na ruske zahteve potem, da ker so si priključili 4 regije, te celotne 4 regije tudi morajo dobiti. Ne, dejstvo je namreč, da dobršen del teh regij predstavljajo mesta, ki jih Rusija ni uspela zavzeti in jih tudi težko v tej vojni zavzame. Namreč za zavzemanje mest je potrebnih več kot 10:1 faktor napadalcev proti branilcem. Pri trenutni ruski morali, vojske in tako dalje je to praktično nemogoče. Hočeš reči, da bi s 4 regijami v bistvu dobili bistveno več, kot so si bili sposobni realno priboriti. Bistveno več, kot so si bili sposobni priboriti, kar pa bi bilo bistveno krivično do Ukrajine in hkrati dalo zelo napačen signal tudi ostalim autokratom po svetu. Ne, govorim tukaj in hkrati je treba upoštevati pa tudi še en faktor, ne, tukaj živijo ljudje. Ne? Ti ljudje pravzaprav si ne želijo pod ruskim škornjem biti. Ne? Pričevanja in tistih Ukrajincev, ki so v osvobojeni Ukrajini, ne? Torej tisti, ki je ostala obranjena kot Ukrajina, kot pričevanja tistih, ki prihajajo iz območij, ki jih je Rusija zasedla, so zelo jasna. Ne? Želimo si miru, ampak ne želimo si ruske nadvlade in mislim, da je tukaj treba upoštevati tudi ta faktor. Zdaj, koliko pa ga bodo velike sile upoštevale, je drugo vprašanje. Mislim, da bo tukaj vprašanje, kako zelo je Evropa zmožna nekako biti faktor. Ključno vprašanje pa je, koliko je tega zmožno. Ne? Rekel bi, da če je Trump termometer, se morda ta sentiment v smeri Rusije vendarle malo ohlaja. Trump je zelo nepredvidljiv in v tem kontekstu ne bi upostaviti, kaj bo Trump naredil. Pri koncu epizode sva, tudi midva bova vsaj za konec tedna malo se izklopila, sicer pa, to pa morava posebej poudariti. Ampak samo do nedelje. Ne? Samo do nedelje zvečer. Ko zaživi nov dnevni medij, naš spletni portal www.zanima.me, opozorilo, ne pozabite obiskati tega portala, posebej po 19. uri v nedeljo, potem pa od ponedeljka zjutraj seveda vsak dan in to večkrat na dan. Ne bomo objavljali samo tistih zgodb zjutraj, tudi čez dan bomo objavljali komentarje, analize, vesti in podobno. Hvala seveda vsem, ki ste nam kot ustanovni podporniki, še preden ste v celoti videli naš projekt, zaupali, pomagali in s tem omogočili ta zgodovinski korak. Imate pa seveda ostali, ki tega še niste storili, tudi za to ustanovno podporo še 2 dni časa. Ja. Tiste, ki o tem še razmišljate, pa seveda prijazno vabiva, da to storite, da se naročite in s tem posredno omogočite tudi razvoj podcasta, ki ga gledate, torej Tedenskega safarija. Ja, tako je, Tedenski safari je del Zanima.me, tako da je prihodnost tega medija tudi nekako povezana s safarjem. Dodajmo še to, da po nedelji 4. maja zvečer bo Zanima.me, torej medij, kjer lahko dobite vse ključne informacije dneva na enem mestu, tako da ne pozabite, nas obiščite in kot rečeno, če še niste, izkoristite zadnje dni za to, da postanete ustanovni podporniki. Se vidimo. Nasvidenje.